Lepo pozdravljeni z Konjskega vrha. Lep pozdrav. Danes smo tukaj pri tebi, z veseljem pa povem, da te danes teden gostimo v Šmarju. Ja, tako pravijo, da bo. Tako pravijo, da bova na koncu povabila na naše srečanje v živo, ampak greva najprej z današnjo temo. Dan materinega jezika je danes. Materinščina. Materinščina. Kaj je materinščina? Ali je slovenščina naša materinščina? In to smo rekli, da vprašamo tebe. Sej, koga pa bi, če ne tebe, ki se ukvarjaš z jezikom, z besedami celo življenje? Jaz se bom pa skliceval na častitljivo gospo, akademkinjo Zinka Zorko, s katero sem imel čast celo prijateljevati. In ona je zelo poudarjala, da smo rojeni v narečje in da je materinščina tisti narečni jezik, ki ga govorimo, s katerim spregovorimo, s katerim se oglasimo, s katerim se prepoznamo. To pomeni ne samo v pomenu dogovorjenih besed, ki zvenijo seveda narečno, svojsko, zaznamovano z določeno pokrajino, celo z določenim krajem, ker vemo, da se ponekod recimo že od kraja do kraja narečja razlikujejo. Ampak mi ne zvenimo samo, torej kot sem rekel, v dogovorjenem pomenu besed, kajti otrok že pod srcem matere, kaj sliši? Sliši melodijo, sliši barvo, sliši v zvenenju, je odnos, je toliko tega, s čimer smo naklonjeni drug do drugega. To je tista milina, ki jo otrok išče, v katero želi biti sprejet in v kateri potem zazveni z besedami mama. Ne? To je samo mehkoba. Ne? So določene besede, ki niso dogovorjene v izrazu, ampak so narejensko porojene iz odnosa. Recimo, mama je sama mehkoba, če gremo potem na besedo oče ali pa ata, ne, tu že ima besedo t, črko t, to pomeni že neka trdnost, neka varnost, neka stabilnost, ki jo otrok išče. Ne. Mnogo tega, kar govorimo, kar besedujemo, je dejansko išlo spontano iz medsebojnega sožitja, iz te medsebojne občutljivosti, iz te medsebojne sporočilnosti, v kateri izražamo odtenke, ki so v znamenju prijetnosti, lahko pa tudi jeze, neprijetnosti. In potem grozno govorimo, ne, recimo, sam se ponavadi pošalim na svoj priimek gr, ne, kar je podgržanje, grozno, grešno, grižasto in tako naprej. Ne. Ker to je ta zven besed, ne, nedogovorjeni zven besed, ki je naše davne prednike v samem izrazoslovju na nek način opozarja v vodu. Ne? Posamežna, recimo, res črka, posamezna povezava sama po sebi vzbudi v človeku določene občutje. Seveda pa, kot sem že rekel, je to kombinacija odzvenenih besed in pa tistega, kar damo dušo v posamezno besedo, in je seveda zelo pomembno, da je ta duša v znamenju srčnosti, medsebojne naklonjenosti, včasih tudi opozorilnosti, ne? Včasih pa tudi pač slabe volje si sporočamo. Ne? Večkrat rečem, ne, da imamo pravico tudi na tečne dni, ampak sem ugotovil sam pri sebi, ko sem tečen, ko imam tečen dan, je zelo, zelo fino, da bližnjim, posebej najbližjim povem, da sem tečen. Ne? Oni sicer to vejo, ne, vidijo, ampak me lažje prenašajo v dnevu moje sitnosti. Ne. Najhujše je bilo vedno pri meni takrat, ko kot pater nisem hotel biti siten, sem bil pa tečen, zlovoljen in sem to projeciral. Ne, imamo pravico tudi do slabih dni in je zelo fino, če si to legaliziramo, seveda pa pri tem ne smemo prestopati določenih mej. Torej, narečje. Rojeni smo v narečje, to ne pomeni, da ni pomemben zborni jezik. Zborni jezik konstituira narod, je zelo pomemben, ampak notranje bogatstvo
jezika nekega naroda so pa narečja. In tukaj smo Slovenci zelo bogati. Ja, zelo bogati smo. Ne. Zopet za akademkinja Zimka Zorko, ne, ki je rada govorila o tem, kako ima velika Rusija samo okoli 20 narečij, mala Slovenija pa preko 50. Ne. Kaj to pomeni? To odkriva slovenski narod, dušo slovenskega naroda. Mi želimo zveneti izvirno, ne. Mi nismo ustvarjeni, da bi zveneli enoglasno. Ne? In to je upanje za naš narod. Ne? Tudi če so bile v zgodovini naroda določene obdobja enoumnosti, niso mogla obstati dolgo, ker mi smo samo po sebi večglasni in nas je pravzaprav hrepenenje po drugem glasu in izziv, da bi z drugim drugačnim zazvoneli v skupnosti za skupno dobro. To je v našem večglasnem petju, ne? Ker mi ne pojemo tudi lahko enoglasno, ampak to je za naš dolg cajt. Alt išče sopran in oba iščeta še potem moški del tenor, iščeta bas in želita zazveneti v tej igrivosti medsebojnega prepletanja, v kateri zveni vsak glas lahko v svoji pristnosti, pa vendarle ujame tisto skupno dobro, bi rekel zborno, ne, zborni jezik, harmonijo v petju, lejte, to je, mi smo tako globoko zaznamovani s tem večglasjem, da nas tudi ta kratka obdobja enoglasja, ki sicer zveni v tej polarizaciji vsak glas na svoji strani in nikakor ne pride skupaj, ne, niti dvoglasno, niso sposobni peti oziroma nas, ampak gre za to večglasje, ki nas bo rešilo, kateremu se bomo zaradi korenin, ki se ga je tako globoko, slejko prej morali povrniti, ker nas bo enoglasnost oziroma enoumnost, neumnost dejansko slejko prej zadušila in notranje, duhovno primorala, da se povrnemo identiteti slovenske duše. To pa je večglasje, to je vrednotenje raznolikosti, ne, ki je pogojena tudi z občutljivostjo določenega človeka, ki živi v določeni krajini. Ne. Se spomnim na moje najlepše obdobje otroških let, ko sem hodil na počitnice k stricu na Pohorje, smo rekli, to je tam že skoraj na Koroškem, ne, in se spomnim tistih besed. Vem, ko smo z vlakom se peljali do Dolž, pa smo mogli iti gor v hrib, ne, ampak si mogel iti gr, ne, ker si mogel dati napor, ne, in ta narečja odkrivajo ljudi določene krajine, ne, ki so se stimulirali tudi z načinom izražanja, ne, ker so drugemu dali stimulacijo, pa sebi, ne, to je bilo grdov. Res tista pristnost, ki pri Gorjanih zveni popolnoma drugače kot tam, kjer je ravnina, kjer je blaga valovitost. Ne. Vsaka krajina je zaznamovala slovenskega človeka s to izvirnostjo, s to polnostjo, s to zanimivostjo, ki bi ji morali v procesu izobraževanja dati velik poudarek. Naravno, to je moje naslednje vprašanje. Vemo, da jeziki izumirajo, vemo, da je globalizacija. Kako ti vidiš naš jezik? Bomo obstali. Ravno verjetno v izobraževanju je tista priložnost oziroma nujnost. Če obstali bomo, če bomo ozavestili nevarnost enoglasja. Ne? Če bomo mi gojili samo zborni jezik, slovenski jezik, v prvi fazi se zdi to, da smo bolj enotni, ne. Ta izguba narečij bo se nadaljevala v izgubo narodnih jezikov. Bo samo neka velika nabuhla angleščina ali karkoli bo že. Zato, če želimo ohranjati stabilen naš narodni zborni jezik, moramo ovrednotiti pomen ohranjanja narečij. Narečja so zagotovilo, da bo zborni jezik obstal. Drugače zborni jezik ne bo zborni jezik, ampak bo samo še eden od jezikov, ki lahko tudi usahne.
zato da se bomo bolj med seboj razumeli, ne, in bomo govorili vsi angleško. Mi moramo ohranjati narečje določene krajine in tudi v procesu izobraževanja, če posvetimo recimo po urniku, kot rečemo, recimo slovenščini na teden 3-4 ure, bi morala biti vsaj 1 ura za ohranjanje narečnega jezika določenega področja, kjer pač učenci hodijo v šolo. Če tega ne bomo naredili, delamo škodo zbornemu jeziku, ne? In to je treba zelo, zelo poudariti, ker je, veste, ta, bi rekel, globalizacija, to poneumljanje, ta enoumnost tudi v jeziku, ne, enega samega jezika, da se bomo boljše razumeli, se začne zelo prefrigano. Začne se z odpravo narečij, ne. Bomo govorili vsi samo čisto knjižno slovenščino, ne. Potem pa gre to kar naprej. Ne. Se vemo, da so tendence tudi v visokošolskih ustanovah, ne, bile, ne vem, če so še, ne, bomo kar po angleško govorili, ne, da se bomo vsi razumeli, pa da ne bo problemov. Ne. Ne, Prekmurec mora s ponosnom govoriti prekmursko, s Primorcem, Štajercem in tako naprej, vsak za svojim, ker to je naše bogatstvo, to je pestrost, to je zanimivost. Ne. Tu ni dolg časa. To je tisti kapital, iz katerega moramo živeti, se radovati. Ne nazadnje, tudi kulturna dediščina, ki smo jih prejeli, je zaznamovana z narečjem določene pokrajine. Ne? In mi tega bogatstva ne smemo poceni zapraviti, ker ne želimo zapraviti slikovito identiteto slovenskega naroda in ker ne želimo zapraviti niti lastni narod v neki nabuhli globalizaciji, ki nima tiste polnosti, ki nima tiste vsebine, ki nima tistega bogatstva, ki ga zagotavlja raznolikost. Zato bodite ponosni na svoje narečje. Tako, bodimo ponosni na svoje narečje in ko se dobimo, ne, v Šmarju. Tako, in ko se dobimo v Šmarju, zdaj bomo pa nekaj o tem povedala, zelo dolgo je že, da nismo se srečali v živo. Zdaj le mislim, da že več kot 2 leti te obiskujemo tukaj in v ponedeljek, danes teden, pripravljamo srečanje v živo. Ja. Vabljeni k nam. Tako, vabljeni na srečanje. In lep pozdrav do ponedeljka. Srečno.